Pred nekaj dnevi je končno spet malo bolj oreng padal sneg. No, nekaj dni pred današnjim snemanjem. Vem, bil je kaos na cestah in če ste se znašli v njem, ni bilo fajn. Ampak sneg je zakon tudi na cestah. Je pa veliko odvisnega od vsaj dveh stvari. V prvi vrsti vašega znanja vožnje po zasneženi podlagi. In tega je v večini primerov premalo. Ne rabite se počutiti nič ogroženo, niti nočem pametovati, ampak v Skandinaviji, kjer imajo pogosto sneg na cestah, noben ne jamra ali pa se pritožuje nad pluženjem. Evo, lep primer, Anže, ko je pred nekaj leti šel obiskat Božička, ali pa Matej decembra na Norveškem. Druga stvar je primeren avto. In ja, se strinjam, nekateri so bolj primerni od drugih. Ta je eden najboljših, zato sem šel namenoma z njim nekam, kjer je snega še veliko, ker na cestah v dolini ga pač ni več. Tole novo kruzerco smo pokazali že večkrat. Anže je bil z njo celo v Romuniji, ampak tale ima mal drugačen motor. Blagi hibrid je z 2,8-litrskim turbodizlom, zraven še 48-voltno omrežje in elektromotor, ki pomaga z močjo do 12 kW. Ne, zato ni nič bolj hiter, je pa bolj prožen in včasih tih, ko dizel ugasne, da ne svinjam narave ali pa Anžeta tam zadaj. Juhu! Ski-juring se reče temu, torej vleki na smučeh s pomočjo živali ali pa avtomobila. In ker nimam vlečnih psov, Božiček mi ni hotel posoditi svojih jelenčkov, imam pa Iztoka, pa tega Rudolfa. Seveda se ne morete kar povsod in vedno takole voziti, ponekod niti ni dovoljeno, drugot ni varno, če je recimo veliko prometa. Tukaj ni nikogar in se imamo totalno zakon in res uživam. Je pa res tudi, da smo pri nas veliko manj navajeni na takšno početje, kot pa pri naših kolegih bolj na severu. Vem pa tudi, da nismo prišli sem zato, da boste občudovali moje smučarsko neznanje, ampak smo tukaj zaradi avtomobila. In Land Cruiser ima 500 Nm navora, kar je dovolj, da lahko smučam takole plug, pa ga ne morem ustaviti, kljub temu, da imam res močne noge. No, si nisem niti mislil, da ga bom lahko dejansko ustavil. Moram pa še to dodati, da v tej blago hibridni različici z majhnim elektromotorjem pri majhnih hitrostih avto veliko bolj enakomerno vleče in je zakon, ker pol mene veliko manj cuka. Zakaj si zdaj ustavil? Vse čist fleten še. Evo ga, čaj, da se malo pogreš, ne? Drugač pa, a veš, zakaj je ta avto tudi super za sneg? Ja, ker je ful oddaljen od tal. Ja, to itak, ja, ampak pogon sem mislil, zato ker ima v bistvu... Ne rabiš to meni razlagati, jaz vem vse. No, ti pa povej, no, da čujemo. No, za začetek ja, zato ker ima pogon vsa 4 kolesa, to na snegu kar prav pride. Potem ima pa ta avto še funkcijo crawl, to je en tak terenski tempomat, v bistvu je super, ker gre avto čist počas in umireno takole po klancu navzgor in mene v bistvu nič ne ruka, potem saj si lahko videl, je Matej to preizkusil na Škotskem. Ja, pa navzdol tudi pomaga. Tudi navzdol je v bistvu zelo pomembno, ja, jasno, da avto kam ne zdrsne, ampak da se sam lepo in umireno pelje dol, ampak tle, ko smučeva, sem bolj klanc gor mislil. Potem ta avto ima tudi reduktor, ki ga danes sicer tukaj ne rabva, in pa zapore diferencialov. Mislim, da tudi tega danes ne rabva tukaj. No, pride pa lahko na terenu ali pa na snegu in ledu zelo prav. Recimo, da je pod enim kolesom led in ni čisto nobenega oprijema, je zelo pomembno, da lahko moč dobi drugo kolo, ki pa ima oprijem in potem avto pelje brez najmanjše težave. Ja, dosti manjš greva zdaj, no. Ja, se zamenjava malo. Ne, meni je fajn noter. Če meni pa tle, okej. No, naj Anže lepo blebeta zunaj na mrzlem, meni pa lepš tule na toplem. Če bi želel izkoristiti vseh 500 Nm navora in spelat na polno, bi Anžetu raztegnil roke kot unmo v filmu Fantastični štirje. Tole raje pokažem. Te kamere so zakon, ker ves čas lepo vidim podlago pred sabo in se lahko izognem kakšni večji oviri. Upam, da se je tudi Anže, ki nima kamer, ampak sem svoje oči. In 10 metrov dolgo vrv, toliko pol vidi pred sabo. Ja, skiering je super stvar, če imate pravi vlečni stroj in čajček, jasno, brez tega ne gre.